na letališču carina, je bila mnenja, da v bistvu tega mi ne smemo vnositi v državo. Smo mi tisti, ki pridemo mogoče malo pomagati, pa se tudi veliko naučimo. Danes se v podcastu Posavskega obzornika odpravljamo kar daleč stran od Slovenije, v Ugando namreč. Tam se je odpravil naš današnji gost, mladi zdravnik Jakob Nečemer iz Sevnice, ki se je udeležil humanitarne odprave v Ugandi skupaj s svojo ekipo in tam je 3 mesece živel, bival, pomagal na kliniki, ozaveščal in pomagal tudi prebivalcem, domačinom. Jakob, dobro jutro, dober dan. Hvala, da si prišel danes k nam. Verjamem, da imaš poln urnik. Slišala sem, da po snemanju podcasta hitiš v Ljubljano, v službo. Tako da še enkrat, hvala, da si danes tukaj, pa da nas boš lahko mogoče malo podučil o Ugandi in nasploh o tvoji izkušnji. Hvala za povabilo. Zdaj, za začetek, zdi se mi, da mnogi te humanitarne medicinske odprave, povezujejo ali pa enačijo z nekimi zdravniki brez meja ali pa kaj podobnega. A bi nam lahko mogoče sam najprej za uvod, pojasnil mogoče, kaj so te humanitarne medicinske odprave, kako se jih nekdo udeleži, in zakaj ni to ista stvar kot, zdravniki brez meja, recimo. Se pravi, Zdravniki brez meja, to je v bistvu neka organizacija, medtem ko te humanitarno-medicinske odprave se organizirajo v sklopu sekcije za tropsko in potovalno medicino v sodelovanju z medicinsko fakulteto, kjer v bistvu študentje, mladi zdravniki, tudi študentje zdravstvene nege, mikrobiologije, v bistvu se pripravljamo in organiziramo te odprave na različne destinacije, in v bistvu to je kot neka prostovoljna dejavnost, ki povezuje nekako medicinsko fakulteto in Slovensko zdravniško društvo, ki je v bistvu glavni ustanova v sklopu sekcije za tropsko medicino in potovalno medicino. Zdaj, prebrala sem, da te odprave uspešno potekajo, oziroma to sodelovanje uspešno poteka že več kot 20 let. Torej. A mi lahko poveš, na katere lokacije vse se lahko odpraviš, na kak način ste si vi, kot vaša ekipa, zbrali, na katero lokacijo boste šli, ali je katera lokacija je naslednja fraj oziroma prosta, da vas pošljajo na to, ali je to kaj v vaši moči? Zdaj te odprave res je, drži, že se vrsto let izvajajo. Začel se je, moramo omeniti, z dr. Piklem, on je v bistvu že v 70 letih se odpravil v Centralno-Afriško cesarstvo in v bistvu s tem se je nekako začela ta tradicija odprav v Afriko. Je pa tako, da v preteklosti je bilo zelo raznolike destinacije, zaenkrat pa se odpravljamo v afriški del, se pravi, trenutno so na voljo destinacije, kjer je možnost, da se mi odpravljamo, je v bistvu Zambija, Kenija in pa Uganda. Zdaj, kako pride do te odločitve? Nekako se poskušamo uskladiti glede na skupino, se pravi, kakšna skupina gre. Recimo pri nas, v naši skupini sta bili 2 zobozdravnici, se pravi, da moramo zagotoviti tudi, da bo možnost dela zobozdravniškega dela, medtem ko ostalo se potem tudi nekako upoštevajo želje in tudi tisto, kar se ti najbolj približa, kaj slišiš od predhodnih odprav, ki so šli, kaj te zanima, kaj bi rad počel. Recimo, da ti imaš ekipo in se želiš prijaviti, a obstaja možnost, da enostavno, ne prideš na vrsto, tako recimo mogoče pri kakem Erasmusu ali pa kaj, ali je tako, da se dejansko vsi razporedite in da ste potem vsi 3 mesece, ali je tudi kdo več ali manj kot 3 mesece? Načeloma se trudimo, da bi bilo vsaka odprava trajala 3 mesece, da s tem zagotovimo tudi neko kontinuiteto te zdravstvene oskrbe na sami destinaciji. Je pa tako, da obstajajo meseci oziroma pač tudi leta, kjer je povpraševanje manjše, s tem potem poskušamo vključiti mogoče tiste, ki so že bili, da pač poskusijo nekje mesečno priti na destinacijo, da vsaj skrbijo za tiste osnovne stvari. Je pa tako, da je čisto odvisno, Včasih je veliko bolj popularno, potem spet manj. Se pa res trudimo, da bi nekako na destinaciji vedno bila ekipa,
ki bi lahko zagotavljala to neko osnovno zdravstveno pomoč. Torej, vi v bistvu predstavljate nek pomemben kader v tisti kliniki v Ugandi, na kateri ste. Ne? Torej, če ni vmes ene ekipe, oni ostanejo brez zdravnikov v bistvu, ali deluje kdo tam? Imate kakega mentorja tam verjetno? Tako, v bistvu na sami destinaciji so zaposleni ljudje strani ugandske vlade. To so največkrat neke vrste medicinske sestre. Sicer je tudi odvisno od samih zdravstvenih centrov. Oni imajo različne stopnje zdravstvenih centrov in potem glede na to dobivajo različne resurse strani ugandske vlade. Recimo ta dotičen, kjer smo bili mi, to je center, kjer ni na voljo zdravnika, se pravi, da ne zagotavlja zdravnika, tako da mi v bistvu potem nekako doprinesemo še tisti zdravniški del. Je pa tako, da sam zaposleni, ki so na destinaciji, res delajo veliko in tudi dobro, tako da smo mi tisti, ki pridemo mogoče malo pomagati, pa se tudi veliko naučimo. No? Tako da. Kaj pa, če se dotaknemo zdaj samih prijav, pa potem priprav? Torej, prijaviš se preko tega izbirnega predmeta, kako sem jaz razumela, svojo ekipo, ali se prijaviš lahko tudi sam, pa ti je potem kasneje dodeljena ekipa? Kako to poteka, pa mogoče koliko časa prej se ti dejansko prijaviš pred samim odhodom? A je to, ne vem, pol leta ali še več? Se pravi, začne se tako, da v 5. oziroma 6. letniku faksa si izbereš izbirni predmet tropska medicina, ki je v bistvu organizirana strani medicinske fakultete, in potem potekajo celoletna izobraževanja, na koncu tudi izpit, ki ga moraš opraviti, in to je v bistvu predpogoj za to, da se sploh odločiš, da bi šel lahko na odpravo. Ekipe so lahko že predhodno formirane oziroma se formirajo na samem izbirnem predmetu, tako da lahko se oblikuje v bistvu poljubno, lahko se prijaviš tudi sam. Je pa tako, da je zelo pomembno, s kom preživiš tistih 3 mesece nekje, kjer nimaš optimalnih pogojev, tako da v bistvu mi smo šli kot prijatelji, tako da je bilo v bistvu to veliko lažje. No. Res mogoče takrat spoznaš drugega, ne, sploh, ko si v takih pogojih, ko si rekel. Rekel si torej, da se lahko prijavijo ne samo študenti medicine, študenti katerih smeri se še lahko prijavijo? Tako, se pravi, tako študenti zdravstvene nege, babištva, mikrobiologije, tudi fizioterapije, v bistvu predvsem zdravstvenih strok, ker v bistvu obravnave so kot pri nas multidisciplinarne, v bistvu en človek ne zna vsega, tako da je v bistvu zelo zaželjeno, da so mešane skupine, da nismo samo zdravniki, ampak v bistvu tudi ostalo zdravstveni kader. Kaj pa recimo tebe osebno vleklo, da si se želel odpraviti na humanitarno odpravo? A si to že vedel odprej, ko si se že vpisal na fakulteto, ali ti je pa to pač nekako naknadno predstavljena opcija? Ja, v bistvu že v 1. letniku zelo hitro izveš od starejših kolegov, ki so šli, ki pripovedujejo te zgodbe, in nekako potem te kar potegne, kljub temu, da je potem to šele čez 5-6 let, se mi zdi, da nekje v zadju vedno ostaja ta želja, da bi šel, tako je bilo tudi pri meni. No. Je pa tako, da nekateri pa potem v 5. 6. letniku ugotovijo, da je to nekaj, kar bi radi poskusili, kar bi nekako izvedeli, tako da je čisto odvisno od vsega posameznika. Zdaj, kako sem razumela, samo zbiranje sredstev pa donacij, prostovoljnih prispevkov se začne že kar pred odhodom, že kar par mesecev pred odhodom. Lahko mi zaupaš, kaj vse ste zbirali, kaj vse ste s seboj odnesli in na kakšne načine ste to zbirali? Zdaj brala sem, da ste imeli licitacijo športnih dresov, ste imeli še kakšne podobne dogodke? Ja, se pravi, odprava se financira strani prostovoljnih prispevkov. Za zbiranje prostovoljnih prispevkov je pač zadolžena ekipa sama. Tako se v bistvu poslužujemo zelo različnih stvari, aktivnosti, ki bi lahko doprinesle k temu, da bi mi na koncu zbrali neko določeno vsoto, ki bi jo potem lahko tudi predali naprej. Mi smo se posluževali zelo različnih stvari, od stojnic, kjer smo
v bistvu v zameno za nek prostovoljni prispevek podarjali od nekih zapestnic, ki smo jih pletali, do majic, vrečk, tudi potaknjencev. Potem smo nekako imeli tudi kokice, pa palačinke smo pekli, tako zelo raznoliko, ker poskušaš v bistvu za tisti nek dobrodelen prispevek, ki ga ljudje podarijo, jim dati vsaj nekaj v zameno. Tako da te stojnice smo imeli od Kobarida do Maribora, tako da se res poskušaš vključiti v čim večje okolje, kjer bi lahko pridobil neka sredstva. Potem tudi od raznih humanitarnih predstav, se pravi, ki je v bistvu organiziran strani našega društva v sklopu medicinske fakultete. Tako da ja, prireditve tako zelo raznoliko, pa potem tudi donacije podjetij direktno, kjer v bistvu kontaktiraš in pač prosiš, če bi lahko, če so pripravljeni. Mi smo se tudi odločili, da bomo poskušali s podjetji z medicinsko-tehničnimi pripomočki, tako da so nam potem darovali tudi ne samo denar, ampak tudi pripomočke, ki smo jih potem lahko vzeli s seboj. Torej ste se v tistih par mesecih pred odhodom preizkusili v zelo različnih vlogah, od slaščičarjev pa igralcev in tako naprej. Drži, ja. V bistvu to je potem eno leto, smo nekako se to eno leto prej se ponovadi začne, zbiranjem sredstev, oblikovanjem spletne strani, socialnih omrežij, tako da ja, preizkusili smo se v različnih vlogah. Kaj ste pa pol vzeli s seboj? Torej, če prav razumem, ste vzeli tudi, ne vem, sanitetni material ali pa, ko si rekel, medicinske pripomočke in tako dalje, ne? Torej, ta sredstva niso bila samo za, ne vem, vaše letalske karte, vaše bivanje tam, ampak tudi, da ste vi dejansko odnesli s seboj, ne vem, neka zdravila ali kaj vse ste odnesli s seboj, no? Ja, mi smo v bistvu vsak imel s seboj 2x23 kilogramov medicinskih pripomočkov, sanitetnega materiala, to je čist od ne vem, katetrov, igel, rokavice, predvsem sterilne pripomočke, šive, šivalnike, potem tudi zobozdravstvene pripomočke. V bistvu to je v strani tega, potem smo tudi nekaj zdravil, zaradi tega, ker ljudje imajo doma tudi zelo veliko zdravil, ki jih ne uporabijo, pa še vedno so čist ok. Sicer to nas je potem tudi malček kako bi rekel, večino tega so nam potem tudi na letališču zasegli, ker smo imeli malo težav s temi prtljago, ker pač v bistvu mi smo imeli popis vseh pripomočkov, ki smo jih s sabo prenesli. Rdeči križ Slovenije je bil nam je v bistvu odobril vse te pripomočke, na kar pa v bistvu potem je ugandska vlada oziroma na letališču carina je bila mnenja, da v bistvu tega mi ne smemo vnositi v državo, da smo v bistvu potem imeli tudi neko 3-dnevno pogajanje na letališču oziroma v glavnem mestu. Bili smo v bistvu tudi pri direktorju Nacionalne agencije za zdravila, kjer smo želeli obrazložiti, kam gremo, zakaj gremo, zakaj to delamo. Tako da potem v bistvu po ne vem kolikih prošnjah in plačilu smo potem nekako uspeli dobiti večino vseh teh pripomočkov nazaj. Torej vas je to kar malo zabremzalo na nek način, kako bi rekel? Ja, mislim, tako je, da nekako ti greš z namenom pomagati tem ljudem, si predstavljaš, da si ti vse te in tudi ljudje, ki so darovali, so pač to darovali z nekim namenom, da bi to prišlo do končnega porabnika, ki je pacient oziroma bolnik oziroma kdorkoli že prebivalec. Potem pa v bistvu na nekih formalnih oziroma vladnih ravneh pa pride potem do nekega zastoja, ampak nekako smo tudi to uspeli potem razrešiti. Ampak verjetno glede na to, da niste prvi, ki prihajate tudi s takšno prtljago, tudi s takšno vsebino, zdravili, iglami in tako dalje, bi si človek mislil, da so tam navajeni na to, oziroma da to ni prvi primer, niste zdaj vi neki izjema. Tam. Res je, ja. Zdaj mogoče samo delovanje Ugande kot države take je mogoče malo drugače nastavljeno kot pri nas. V bistvu mi se takrat nismo strinjali z nekimi podkupninami tistemu delavcu na letališču, potem smo v bistvu imeli tudi
druge težave s komunikacijo in tako. In v bistvu, ja, gre tako, da se odločajo od primera do primera, to pomeni, da tudi če smo mi rekli, da se je to zgodilo že 1000-krat, da je bilo še vse v redu, da smo vedno imeli nek protokol, kako pristopamo k temu, je pač na tisti točki bil tisti človek tam, ki je... Okay, o življenju pa ureditvi v Ugandi se bova tudi še malo kasneje pogovarjala. No, ali pa če kar gremo zdaj na vaš prihod, a ne? Torej, a ste vi vedeli, v kaj se spuščate? Oziroma, si ti imel, ne vem, kakšna pričakovanja, verjetno svoje predstave o življenju tam, o delu nasploh? A so bila ovržena, je bilo nad pričakovanji, pod pričakovanji? Kakšni so bili recimo te neki prvi vtisi, ko ste dejansko po vseh zapletih, a ne, prišli v to vašo vas? Lahko še poveš točno, kje si bil? Ja, se pravi, mi smo, ta klinika se nahaja na jezeru Bunjoni, na otočku Boama, kjer v bistvu ta klinika, to je v bistvu majhna stavba, zraven je še potem stavba, v kateri smo mi bivali, potem je pa še srednja šola, pa osnovna šola, če poenostavim, in to je v bistvu to na tem otočku. Je pa tako, da ja, kaj si predstavljaš, kaj potem je dejansko, po eni strani smo zelo hvaležni vsem predhodnikom, ki so šli. V bistvu mi imamo potem tudi strani sekcije organizirano enkrat letno izobraževanje v sklopu vikenda, kjer potem tudi predhodne odprave nekako ti pomagajo, te pripravijo, kaj točno, kaj je potrebno vzeti s sabo, kako se pripraviti na to in ono. Ampak ja, potem, ko si pa ti enkrat tam, je pa mogoče neke pričakovanja so, ki pa se potrdijo, nekatere pa čist potem ponovno si nekako svoje doživljanje imaš in doživljaš čist drugače kot nekdo drug, ki je že bil. Tako da ja, delno ne. Tako. Pa če bi malo bolj konkretno šli v ta pričakovanja ali pa mogoče vaše pogoje bivanja, a ne? Torej, kak so bili vaši te neki osnovni pogoji? Ste imeli, ne vem, toplo vodo, elektriko, kak ste si prali oblačila, recimo? Ja, zdaj tako. Na samem otočku je zdaj na voljo elektrika v smislu, oziroma ko smo mi bili, je bila elektrika zagotovljena s sončnimi panelami, ki pa žal niso bili zelo zmogljivi. To pomeni, da si imel težavo, če je gorela luč, pa pač vključen polnilec za telefon. Ampak nekako smo tudi brez tega oziroma s tem čisto normalno funkcionirali. Predhodna odprava je zgradila tudi nek kopalniški del, kjer smo imeli zagotovljeno vodo iz zbiralnika, se pravi iz deževnice, in hkrati potem tudi povezano z grelcem. Tako da v bistvu, če je vse to skupaj delovalo, smo imeli tudi toplo vodo, drugače pa pač se predhodne odprave, zraven je jezero, kjer v bistvu potem smo se tuširali. Oblačila smo prali tudi v jezeru, tako da v bistvu mi smo imeli, mislim, ta destinacija ima kar srečo s tem, ker je dovolj vode, tako da si lahko v bistvu privoščili tudi to. Aha, torej na kakšnih drugih destinaciji so imeli tudi z vodo težave, če prav razumem? Tako, drži. V bistvu v Keniji in v Zambiji je tako, da mislim, da imajo oni veliko večje težave z vodo, no, kot pri nas, tako da je na nek način smo imeli mi olajšano delo, no, s tem. Zdaj marsikdo reče, da vedno, ko potuje izven Evrope, tudi če je to za turistične namene, da vedno se doživi nek kulturni šok, a ne? Torej res nek drugo življenje, drugi standardi. A bi ti rekel, da si doživel kulturni šok in a si ga bolj doživel, ko si prišel v Ugando ali potem, ko si nazaj domov prišel po teh 3 mesecih? Definitivno, ja, kulturni šok je, in ko prideš in ko greš nazaj. Zame osebno je bil veliko večji šok ob prihodu domov. Nekako smo se že predhodno zelo pripravljali, kaj bi pričakovali, kakšne bodo razmere, in nekako se mi zdi, da je iz tega vidika bilo veliko lažje.
medtem ko potem ob prihodu nazaj v Slovenijo, pa nekako prejšnji dan si še sredi otočka, sredi tropov in potem kar naenkrat imaš vse te zadolžitve, naloge, informacije z vseh strani, ki si v bistvu prej bil nekako izoliran, je pa mogoče malo težje, no, vse zame je bilo. Si bil res na nek način odmaknjen od vsega tega, tudi digitalnega sveta mogoče, ne? Si se pač lahko fokusiral na svoje delo ali pa ne, na življenje tam v bistvu. Tako. Zdaj tako, sicer internetna povezava, mislim, da je zdaj že dosegla skoraj vsak kotiček sveta, tako da tudi mi v Ugandi smo imeli internet. Sicer odvisno, včasih je deloval, včasih ne, tako da nismo bili čisto izolirani, smo se pa nekako navadili, no, da nekako ne pregleduješ vseh novic, vseh novitet, ki se pojavljajo v svetu, ampak se ti v bistvu tako nekako malo odmaknjen na tisti toček. Po eni strani kar dobro, ne? Definitivno. Pa če se malo dotaknemo vašega dela tam. A ste takoj pričeli z delom, ko ste prišli na otok, ali ste imeli, ne vem, par dni fraj, par dni pauze, da ste se lahko malo asimilirali, ne, privadili, tudi časovna razlika je par ur. Pa če mi lahko mogoče opišeš, ne vem, vaš tipičen dan na kliniki. Zdaj ob prihodu smo v bistvu imeli kar... Zaradi tega, ker smo imeli nek zaplet na poti, smo potem nekako poskušali neki dni, da se čisto prilagodimo. Je tako, da smo prvi teden smo si želeli tudi nekako spoznati lokalno okolje. Smo šli tudi v lokalno bolnico, da smo v bistvu ugotovili tudi, kakšne so razmere tam, da vemo, kakšne možnosti imamo. Potem smo se nekako poskušali približati tudi domačinom. Potem smo pa nekako po enem tednu smo začeli z delom. Zdaj, tipičen dan je izgledal tako, da pač zjutraj smo se vstali. Lahko so nas budili tudi šolarji, ker so v bistvu oni prihajali vsako jutro na otok s čolnom in potem kot otroci, so bili dokaj glasni, pot je pa peljala ravno mimo našega okna, tako da to nas je zbudilo. Potem smo v bistvu pozajtrkovali, se dogovorili zjutraj skupino, kakšen je plan za danes, kaj bomo počeli. In potem smo odšli v kliniko, ki je bila v bistvu sosednja stavba. Pacienti so prihajali čisto odvisno, večinoma so bili vezani na javni čoln, to pomeni, da so prihajali v valovih. Predvsem se je poznala v ponedeljkih in petkih, ker je v bližnji vasi bila tudi tržnica in v bistvu to vse pogojeno obisk zdravnika s tem, da lahko skombiniraš, da greš še, ne vem, po avokado pa po jajca. Potem tekom dopoldneva smo delali v kliniki, potem smo imeli manjšo pauzo, spet, da smo se dogovorili točno, kaj bomo, seveda pa, ker je bila majhna skupina, zelo blizu smo bili, smo se tudi tekom dela zelo velikokrat posvetovali, ker nekako smo se za to odločili skupinsko in je tudi zelo fino, da se vse odločitve od tega, ne samo zdravstvenih, ampak tudi financiranja in tako, da se odloča skupaj. Potem pa v bistvu nekje v popoldanskih urah smo potem prišli nazaj v te bivalne prostore, ki je prej mogoče zaključil, je potem skuhal kosilo. Potem popoldne pa nekako smo porabili za druženje, pa paciente, ki so prišli še tako nenaročeni, če lahko rečem. Torej ste v bistvu cel dan imeli neko delo, ni bilo, da bi se delovni dan zaključil ob 3, pa da bi pol šli domov in imeli nekako popoldne zase. Ja, tako, mi smo imeli še tako teraso, ki je bila v bistvu odprta za vse ljudi, tako da včasih se je zgodilo tudi, da je na soboto kdo prišel mimo, pa pač prosil, če lahko, seveda smo mu pomagali, so vam pomahali na teraso, ajde, pridite v bistvu so kar prišli na teraso, oni so veliko manj, kako bi rekel, zadržani. Oni nekako smatrajo, da osebi, ki zaupajo, se bo pač približali, ne bodo zdaj držali neke distance, tako da...
Zdaj, rekel si, da ste dosti sodelovali s svojo ekipo. Kako ste si pa recimo razdelili delo? Ne? Rekel si, da sta bili vmes tudi 2 zobozdravnici v vaši ekipi, predvidevam, da sta pač oni prevzeli ta zobozdravstveni del. Ne vem, a je bil en od 2 zdravnikov potem, ne vem, kot pediater, v smislu, da je otroke obravnaval, ali ste to v bistvu si razdelili tako na licu mesta bolj? Na začetku je bil plan, da bi nekako Sizano razdelila po področjih. Kmalu smo ugotovili, da je to nemogoče, ker pač pacienti pridejo nenaročeni. To pomeni, da ti ne moreš razdeliti, ti greš v ambulanto 1, ti pa v 2. Tako da smo potem nekako čisto po vrstnem redu obravnavala paciente, medtem ko zobozdravnici sta pa skupaj delali, ker je tudi veliko asistence, sicer sta jim pomagali tudi zaposleni ostali, ampak nekako smo vseeno obravnavali vse, tudi če recimo oni 2 nista imeli toliko dela, so potem pomagali v ambulanti, v bistvu najine delo popolnoma enako. S kakšnimi obolenji oziroma stanji pa so prihajali vaši pacienti? Je šlo to bolj za, ne vem, kako prevezovanje ran ali tudi verjetno za kakšne hujše primere? V povprečju je šlo za obravnavo zelo raznolikih bolezni, od nekih akutnih respiratornih okužb, se pravi navadnih prehladov, do bolečin v mišicah, križu. Nekaj pacientov, glede na to, da že toliko časa zagotavljamo to neko zdravstveno oskrbo, prejemajo tudi zdravila oziroma terapijo za čisto naše običajne bolezni, kot so sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija. Potem veliko je tudi spolno prenosljivih bolezni. Na kliniki obstaja tudi ambulanta, ki se ukvarja z bolniki s HIV-om in potem tudi z antiretrovirusnimi zdravili, tako da je v bistvu to so neke patologije. Potem pa od raznolikih poškodb, v glavnem človek bi pričakoval, da nekje v tropih, da je veliko več teh tropskih bolezni, pa nekako v povprečju prihajajo z nekimi težavami, ki so zelo podobne našim. Kaj pa recimo, ne vem, najtežji primer, ki ste ga obravnavali? A je bilo kdaj, ne vem, da je bil kdo v kritičnem stanju, glede na to, da si rekel, da ste bili vi, ti pa tvoja sodelavka, študentka, da sta bila edina zdravnika v bistvu pol tam na kliniki, če sem prav razumela. A je bilo kdaj tako, da ne vem, nista vedela, kaj narediti, a sta v takem primeru pač poslala bolnika v lokalno bolnišnico, kot si rekel, ali kaj sta naredila? Zdaj, sami zaposleni imajo zelo veliko izkušenj, zelo veliko znanja, tako da so nam oni velikokrat pomagali, nas usmerjali, kaj bi bilo smiselno narediti, ker nekako naše vodilo oziroma naše smernice vključujejo zelo veliko nekih pogojev oziroma dostopnosti te in one preiskave, ki je ti na licu mesta tam nimaš. Največkrat je to samo tvoje oči, roke in stetoskop. Tako da se potem poslužuješ tega, v primeru, da oceniš, da preprosto to ne bo šlo oziroma da gre za neko stanje, ki je nerazrešljivo, kar se v večini primerov to zares zgodi, je potem nekako smo organizirali prevoz potem do bolnišnice. Je pa tako, da zdaj vsak tak primer se je potrebno zavedati, da dostopnost je veliko slabša kot pri nas. Se pravi, recimo, če je človek, smo mi precenili, da bi potreboval bolnišnico, smo mogli se tudi zavedati, da potrebuje 20-minutno vožnjo s čolnom, potem 30-minutno oziroma še malo več vožnjo z boda so v bistvu taki neki motorji. Če je nekdo akutno prizadet, je to seveda nemogoče, potrebno organizirati nek taksi. Potem, če se pripelje do bolnišnice, je potem težava tudi z lokalnimi bolnišnicami, ki so v sklopu javnega zdravstva.
tako da smo v bistvu potem mi nekako navezali, že prejšnje odprave so navezale zelo dobro sodelovanje tudi z zasebnimi bolnišnicami, ker v bistvu samo na ta način smo nekako lahko zagotovili, da je obravnava, ki smo jo mi pričakovali za pacienta, oziroma smo vedeli, da jo potrebuje, vsaj približno, kar bi si želeli. No, tako. Kaj bi pa rekel, da je recimo bil vaš ali pa tvoj nek najtežji primer, da ste ga pol vi obravnavali, da ga niste poslali kam? Mislim, najtežji primeri so seveda zame osebno, ali pa mislim, da za celo skupino otroci. Vedno nekako tudi mi smo imeli ta dogovor, da pač pri otrocih mi ne bomo razmišljali, ali nas, ne vem, ker prišlo je tudi do zlorab v preteklosti, recimo so si ljudje namislili, da so šli na ta pregled, da si želijo to in ono, tako da pri otrocih smo mi nekako rekli, da pač kar potrebujejo, bo potem tudi dobili. In ja, zdaj pri nas mogoče kakšen akutni astmatičen napad, poslabšanje astme, kjer v bistvu ti nimaš na voljo nekih kisika, drugih pripomočkov, tako da takrat potem začneš razmišljati, kaj sploh lahko narediš. Nekako vidiš, da so svojci v takšnih dramatičnih primerih tudi zelo zaskrbljeni, kar ponavadi pri otrocih ni. Večinoma njih skrbi za starejše ljudi, medtem ko pri otrocih, glede na to, da je tako velika nataliteta, so nekako bolj odrinjeni. Zato smo se potem tudi odločili, da bomo mi otrokom pomagali, kakor lahko. Zdaj, mogoče primer, ki se je nas najbolj dotaknil, je tudi potem ena deklica, ki se je ob igri oziroma ob delu na polju se v bistvu z palico zelo hudo poškodovala. Na začetku smo mislili, da bo nekako lahko šlo. S tem smo si tudi pomagali z babico, ki je bila v bistvu na samem otoku, to sem mogoče pozabil omeniti, tudi porodnišnica. Tako da je v bistvu ona nam potem pomagala, namreč šlo je za predel genitalij, tako da nam je potem še ona lahko pomagala, ampak na koncu, kot sem rekel, ugotoviš, da sam na tistem otočku zelo malo lahko narediš, tako da smo potem se odločili tudi, da napotimo naprej. Kaj pa recimo sam zdravstveni sistem v Ugandi? Torej, predvidevam, da niso imeli zdravstvenih kartic ali pa kakšnih kartonov, da bi imeli neko evidenco, ne vem, kakšna so še njihova stanja predhodna ali pa neki predhodni pregledi. Mogoče to, pa kakšen je njihov odnos do zdravnika? A radi grejo k zdravniku ali se ga mogoče izogibajo? So vas spoštovali ali pa so vas gledali, ne vem, kot na neko, ne vem, avtoriteto, so vas upoštevali? Zdaj, sistem v Ugandi, zdravstveni sistem se izboljšuje, ni pa idealen, tako kot nikjer na svetu. So pomanjkljivosti, organiziranje tako, da čisto na primarni ravni oziroma tako na osnovni ravni organiziran strani vaških skupnosti. To pomeni, da nekdo v vasi se izuči, da pomaga pri nekih stvareh. Potem vlada zagotavlja tudi izobraževanje oziroma so univerze, kjer so večinoma te medical officers, to so nekje med medicinsko sestro oziroma bratom, tehnikom in pa zdravnikom. Potem pa zagotavlja tudi univerzitetno izobraževanje, ki pa je v bistvu zelo težko dosegljivo. Vlada zagotavlja delovanje samih teh health centrov, se pravi zdravstvenih centrov, in pa tudi zalaga z zdravili oziroma pripomočki. Je pa žal tako, da te pripomočki velikokrat nekako ne dospejo oziroma dospejo v zelo zakasnjenem času, tako da obstaja tudi obdobja več mesecev, ki preprosto nimajo zdravstveni delavci z ničemer rokovati. Tako da to, potem so pa se vključujejo tudi te zasebne bolnice, ki pa si prebivalci preprosto ne morejo privoščiti, oziroma najbolj bogati seveda lahko, ampak nekako v splošnem pa žal ne. Kako so oni gledali na nas? Zelo, zelo, zelo pomembno je to zaupanje, ki velja tako pri nas kot pri njih, in nekako še posebej v tem primeru kot neki tujci,
Večino nas kličejo Muzungu, to pomeni, sicer mi smo bili pol podučeni, da to ni čist, da to ne bi pomenilo belci, ampak dejansko to pomeni nekak popotnik oziroma nekdo od drugot. In zato je še bolj pomembno in tudi mi smo in sama sekcija deluje na načelu, da na prvi vrsti spoštovanje njih in v bistvu njihovih načinov dela, njihovega sistema, ker nekako proti temu se je zelo težko boriti oziroma nima smisla oziroma je celo napačno. Tako da smo mi nekako vzpostavili že, ker toliko let to poteka, neko zaupanje in se mi zdi, da na ta način nam zaupajo. Se mi zdi pa, da če bi človek prišel tam, začel nekaj deliti zdravila, to ne bi šlo, no. Zdaj, rekel si, da ste se res želeli spoznati z domačinje, torej z lokalci. A ste sodelovali tudi s kakšnimi šolami ali pa ste imeli kakšne, ne vem, delavnice, glede na to, da je bilo nekako vaša misija, vaše poslanstvo, torej tudi nekako mogoče izobrazite ljudi na področju čist neke preventive ali pa čist nekih osnovnih, mogoče zdravstvenih navad? Ja, tudi v Ugandi v bistvu se začenjajo in preventivni programi in zavedanje, da je v bistvu zdrav način življenja, preventiva veliko lažje izvedljiva kot potem neko dostop do zdravljenja, zdravstvo samo. In v bistvu, ja, mi smo se odločili, da bomo preventivno se vključevali v izobraževanje, bodi si na šolah, bodi si tudi na outreachih. Se pravi, outreach pomeni, da mislim, da skupina gre na nek odmaknjen kraj, kjer zagotavlja neke tiste najbolj pomembne, potrebne storitve. To so od osnovnih cepljenj za otroke, pa potem do nekih akutnih stanj, ki se tam v neki odročni vasici, ki nima najbolj dostopa do naše klinike, lahko potem zagotovi. Prej te nisem vprašala mogoče glede samega sporazumevanja pa jezika, ne, mogoče kjer je njihov uradni jezik, pa znajo kaj angleško, ali ste se mogoče mogli vi naučiti par njihovih fraz, da se lahko tudi ti malo naučiš? Ja, zdaj, uradni jezik je angleščina, ker v bistvu Uganda je bila protektoriat Velike Britanije. Je pa res, da večina ljudi govori lokalni jezik. Te lokalni jeziki so zelo raznoliki znotraj Ugande. V bistvu niti ne gre za neko narečje, prav posebne jezikovne, ne bi rekel skupine, ampak jeziki. Sicer se zdaj v zadnjih letih tudi uporablja svahili, kjer v bistvu kot neko enoten jezik v vzhodni Afriki. Je pa tako, da mi smo se sporazumevali, mi smo imeli to možnost, da smo imeli prevajalce. To so v bistvu neuradni prevajalci, to so lokalni ljudje, ki so se naučili oziroma znajo angleško dovolj dobro, da so lahko potem prevajali obravnavo pacienta oziroma tudi samo življenje nam in potem obratno. Je pa tako, da zelo hitro smo se tudi mi poskušali naučiti nekih osnovnih besed, besednih zvez. Sicer vedno so bili zelo navdušeni, ko so videli Muzungo, da govori njihov jezik. Je pa res, da nikoli nismo zares znali dobro naglasiti oziroma povedati po njihovo, tako da vedno je bil prvo nasmeh, potem pa odgovor. In dejansko so se potem nekateri tudi trudili v angleščini odgovarjati nazaj, ko smo mi poskusili z njihovim jezikom. Zdaj, da bi kaj jaz govoril, mogoče bo to res boljše, da ne bom užalil naše Ručiga. Oni se imenujejo Ručiga in v bistvu tudi imajo ta narečje. Tako da ja, ampak nekaj besed ostane, nekaj besed se naučiš, ki so pomembni tudi od tega, kje te boli, kakšne so težave in tako. Da se čisto nekako osnovno sporazumevaš. Verjetno je tudi njim se fajn zdelo, da vi poskušate govoriti njihov jezik. Tudi na tak način ste si pridobili njihovo zaupanje, ali pa so vas mogoče malo vzeli celo za svoje, v tistih par mesecev. Ja. Kaj pa, če se zdaj dotaknemo malo samega življenja v Ugandi, torej življenja lokalcev. Če ga mogoče primerjaš, ne vem, z našimi evropskimi državami, kako bi ga opisal oziroma kako izgleda recimo življenje tipičnega Ugančana? Ne vem, s čim se ukvarjajo, kako živijo,
hodijo v šolo, ne, si rekel. Zdaj, sicer obstajajo pač različni, mislim, zdaj, da nekako posplošim na Ugandčana, so zelo raznoliko življenje, tako da to je malo težje, ampak nekako na začetku se mi je zdelo, da bo to življenje zelo drugačno, kot je naše. Potem pa zelo ugotoviš, da smo si na nek način v veliki meri podobni, da delamo na nekak način. Edino, kar je, da je odnos do vsega, do življenja, do vsega, kar počneš, zelo drugačen. Čist v primeru, oni doživljajo čas veliko počasneje kot mi. To pomeni, da vse se odvija počasneje in nekako iz tega trenutka v naslednji. Zelo težko je planirati karkoli, tudi recimo, če sem jaz želel, da gospa pride čez en teden na pregled, kontrolo, je bilo to vedno povezano s tem, da ne vem, kaj bom takrat počel, lahko da bom tam, lahko da bom tam. Nekako nimajo koledarjev, nimajo telefonov, nimajo ure, da bojo točno vedeli. Oni se pač zbudijo, ko vzide sonce, ko gre prvi čoln, takrat pridejo, ko morajo iti na tržnico. Tako da se v bistvu vse bolj odvija, ne bom rekel iz danes na jutri, ampak zelo, kaj je zdajle pomembno, kaj lahko storim danes, mogoče kaj pa bi bilo smiselno za jutri, ampak tudi jutri ne vem, kaj bo, ker ne vem, kakšno bo vreme, kakšno bo moje počutje. Torej nič nekega pretiranega planiranja, neke grozne strukture, če sem prav razumela. Zelo malo. Čeprav po neki strani pa struktura, da se ti orientiraš po tem, kakšno vreme je, kakšno je, mislim, kdaj se zbudiš, je tudi neke vrste struktura, samo nam mogoče drugačna, nepredstavljiva. S čim se pa recimo ukvarjajo, ne vem, odrasli? Kaj pridelujejo? Ali hodijo v službe ali se bolj ukvarjajo, ne vem, s pridelovanjem doma, s kmetijstvom? No? Zdaj, nekateri ljudje so zaposleni v sklopu trgovin, nekih ustanov strani vlade, medtem ko na našem področju, ki je v bistvu dokaj ruralno, je bilo v jezeru Bunjon in pač samem predelu, je pa še vedno prevladuje kmetijstvo, poljedelstvo, no, v bistvu. Je pa to zelo priložnostno, to pomeni, da nimajo stalnih služb, mogoče bi tudi, kar je mene najbolj presenetilo oziroma nekako se me je dotaknilo, da večino delajo ženske, ki tudi skrbijo za otroke. Se pravi, one so tiste, ki nekako prinašajo dohodek v družino, skrbijo za vse, medtem ko moški večino časa, nažalost, delajo malo oziroma tisto, kar delajo in zaslužijo, porabijo zase. Največkrat je to za pitje alkoholnih pijač in potem tako preživljajo potem svoje dneve, popoldneve. Medtem ko večino dela upravljajo ženske. Zdaj od tega, da nekako hodijo na različne kmetije oziroma različnim poljedelcem, do tega v kakšnih kamnolomih, to so v bistvu te najtežja dela, ki jih upravljajo. Nekatere se odločijo tudi za gojenje živine, no, to je bolj grobo rečeno, se pravi neke koze, ki jih potem gajo. Je pa tako, da če mogoče povem to, mi smo se vedno spraševali, zakaj se ne odločijo za, ne vem, da bi gojili kokoši, bi imeli jajca, potem si pridelali jajca, ali pa zakaj ne posadijo krompirja, da bojo lahko potem, ne vem, naslednje leto. In potem smo kaj hitro ugotovili, da v bistvu, če si ti lačen ta trenutek, je zelo težko potem dati krompir v zemljo in čakati pol leta oziroma 1 leto, da bo ta krompir sklil, da bom potem lahko imel, ne vem, za naslednje obdobje. In hkrati potem pri živalih, ti se trudiš 1 leto, 2 leti vzgajati žival, ki jo potem ne pridi prav, ne vem, sosed, kdorkoli ti jo ukrade in potem vse tisto, kar si ti dal za tisto žival, da boš, ne vem, lahko imel meso ali pa mleko,
potem nekako izveni. Ne. Torej, res mogoče živijo iz danes na jutri, ne? Torej, da imajo čim prej te neke sadove tistega, kar posejejo, posadijo. Kaj pa recimo, če se dotaknemo malo še hrane, ne? Ko si glih tako lepo zapeljal. Kakšna je hrana pri njih ali pa način priprave hrane? Imajo kako tradicionalno jed? A ste si vi sami kuhali? Ali mislim, da ste si sami kuhali, kako si rekel? So bile na voljo kakšne restauracije ali pa karkoli, predvidevam, da bolj ne, če nam to malo pišeš. Ja, mi smo si kuhali sami. Načeloma dostopnost do izdelkov niti ni tako slaba, kot si človek predstavlja. To pomeni, da lahko greš v večje mesto, v neko trgovino, kjer lahko dobiš izdelke, ampak te izdelki so cenovno sicer za naše razmere primerljivi, ampak za njih je to nekaj nepredstavljivega, da bi se lahko to privoščili. Tako da večino oni jejo enkrat na dan. Njihova prehrana je zelo enolična, večinoma to sestavlja poša, to je v bistvu kot neka kaša iz njihovega lokalnega žita, potem je fižol, potem pa zraven lahko dodajo še kakšno zelenjavo, ki jo pridelajo največkrat, tudi kakšen paradižnik ali pa paprika. In v bistvu to je večino, kar oni jejo. Je pa zanimivo, da včasih smo se spraševali, ampak zdaj mogoče, če bi pripravili na kak drugačen način, da ne bi bilo skozi enako, ker pač pri nas si predstavljamo, da moramo imeti za zajtrk, kosilo in večerjo nekaj popolnoma drugačnega. Smo jim potem mi poskusili narediti, ne vem, krompir na drugačen način, pa jim v bistvu sploh ni bil všeč. Tako da nekako oni so navajeni na ta način življenja in potem smo v bistvu mi tisti ta čudni, ki pridemo pa želimo nekaj na novo, ne vem, neke stvari, ki so nam običajne, za njih pa ne. Kaj pa recimo oni delajo, ne vem, za zabavo ali pa so kakšne take stvari, ko jih počnejo, da so mogoče vas presenetile ali pa da bi nas presenetile, če bi šli tam? Zdaj, oni imajo neizmeren posluh, ritem, plešejo, mislim, pojejo. Velikrat se je zgodilo, včasih se je zgodilo, da so v čakalnici preprosto, ko je bilo veliko ljudi, so pač začeli peti, včasih tudi plesali. Nekako udeležili smo se tudi enega obreda cerkvenega, ki v bistvu smo želeli izkusiti tudi to njihov vpliv, a ne, same vere na njihovo življenje. In je tako, da pač njihove maše izgledajo popolnoma drugače kot pri nas. Veliko je plesa, veliko je petja. Hkrati se zabavajo čisto na nek drugačen način, se pravi in s pogovori in tako, da pač preprosto sedijo v travi pa se pogovarjajo. Sicer imajo tudi telefone, zelo veliko jih ima telefone. Tako da mislim, da tudi zdaj prihaja v Ugando oziroma, če posplošujem Afriko, nek ta val, kjer si lahko tudi prek spleta zabavajo. Kaj pa recimo otroci ali pa vzgoja, ne? Rekel si, da so vsak dan mimo vas hodili otroci, a ste se vi tudi z njimi povezali, so vas kdaj, ne vem, z zanimanjem opazovali, ker ste bili drugačni, kak poteka tam vzgoja? Predvidevam, da ni za nekih vrtcev ali pa ne. Zdaj, zelo veliko otrok je v eni družini, ponavadi 5, 6, 7, 8, odvisno. Tako da večina jih preprosto ne obiskuje šole oziroma začnejo obiskovati šolo začnejo obiskovati, potem je potrebno delo na polju, preprosto si starši ne morejo privoščiti, da bi sami vse naredili in potem pokličejo svoje otroke in oni jim pomagajo. Tako da ta kontinuiteta šolanja je zelo omejena. So zagotovljeni kot vrsta obveznega šolanja, ki v bistvu se potem ne realizira najbolj, je pa tudi težava z učitelji, primanjkuje učiteljev, tako da ima en učitelj potem tudi po 50-100 otrok v učilnici, kjer preprosto nekako si ne predstavljaš dela, nekako kvalitetnega dela, da bi lahko nekaj naučil. Se pa trudijo, nekako imajo tudi
te zvezke in potem pridejo tako kot naši šolari k zdravniku, zaradi tega, ker jih boli to pa to, potem pa ugotoviš, da imajo ravno testi iz angleščine čez 2 uri. Tako da, ja, večinoma pa so omejeni na to, kar morajo delati doma oziroma pač kakšne so možnosti v družini. Kako so nas doživljali? Mi smo se srečevali z njimi, bodisi v ambulanti, bodisi popoldan, predvsem, ko smo mi plavali v jezeru, to se njim zdi, večina jih je neplavalcev, tako da v bistvu ne znajo plavati in potem smo jih nekako poskušali spodbujali, da bi se tudi oni naučili, ker se jim zdelo to zelo, zelo zabavno. Tako da ja, v bistvu so se igrali tam na našem dvorišču, mi smo se včasih z njimi, tako da. Torej so bili tudi razigrani, izvedavi, no? Ste navezali stik z njimi, no? Zdaj rekel si, da ste plavali v jezeru, kaj pa, ne vem, vaš prosti čas, ne? Rekel si že, kaj ste recimo počeli popoldne, da ste se bolj družili in to. A ste imeli tudi kak prost dan? Predvidevam, da ste mogli imeti, a ste šli, ne vem, kaj po otoku ali pa kaj izven otoka, ne vem, na kak izlet, karkoli. A ste videli, ne vem, divje živali v Ugandi, ki baje, da jih je veliko? Tako, ja, tudi mi smo, čez vikend smo v bistvu se organizirali nekako bolj lokalno, ker ne glede na vse razdalje, kljub temu, da mogoče na zemljevidu izgledajo kratke, porabiš veliko časa, da prideš z ene točke na drugo. Tako da za vikende smo nekako se v tem lokalnem okolju gibali, potem, če smo se pa odločili, smo pa pač šli tudi v kakšen nacionalni park, da smo nekako doživeli tudi to divjino oziroma divje živali, ker ja, je bilo pa čudovito. No. Tako recimo sama Uganda, mogoče za ljudi, ko slišijo Afriko, si predstavljajo neko suho puščavo. Uganda je res zelo zelena, zelo veliko nekih parkov, dreves, vode, tako da je mogoče malo netipična predstava Afrike kot take. Pa ste imeli to, ne vem, kak avto tam, ali ste potovali izključno s temi, kot si rekel, ne vem, javnimi čolni, pa pol peš, ali kakšne ceste so tam, ko si rekel, da ne, da je težko priti iz točke A do točke B, čeprav je to blizu. Zdaj, včasih, mislim, če smo mogli, ko smo šli v trgovino ali pa kaj, smo se pač posluževali javnih čolnov. Sama klinika ima tudi en čoln, ki je v bistvu zadolžen za prevoz osebja pa pacientov. To je bil v bistvu tudi financiran strani odprav. Zdaj, če smo pa recimo, da smo šli nekam dlje, smo potem vključili tudi lokalne turistične ponudnike, no, oziroma pač v bistvu to je v bistvu lokalni prebivalec, ki se ukvarja z nekako turisti, ki pridejo, ki zaidejo, in v bistvu smo tako si pomagali, no, ker drugače je bilo, njihovi avtobusi so, ampak čakajo, dokler se pač ne napolni, tako da to potem lahko iz 1-urne na 10-urno pot spremeni, ki pač v bistvu, glede na to, da smo bili tudi časovno omejeni za vikend, potem nismo uspeli s tem. Pa bi rekel, da je to dosti turistično oblegana država, ali da ni toliko turistov v Ugandi? Jaz mogoče se zdi na prvi pogled, da je to država, kjer povprečen turist ne gre. Sicer ne vem zakaj, ker je zelo lepa, tudi dokaj varna, če se pač nekako upoštevaš neke priporočila, ki so. Mogoče ja, ni čisto običajna destinacija, ni pa tudi tako, da ne bi nikogar bilo tam. Kaj pa recimo, rekel si, ko ste v trgovinah hodili s čolnom, pa to, je bilo to veliko trgovin tam na voljo, recimo v vašem okolišu, kakšne so bile cene tam, ali so trgovine recimo bolj redkost? Se pravi, zdaj ob samem jezeru je trgovinica, ki smo jo mi rekli trgovinica, v bistvu je to koliba, v kateri pač prodajajo jajca, zelenjavo, se pravi recimo paradižnike, banane, potem tudi džinac, ki so v bistvu taki kot neki oreščki, potem
neke te osnovne živila si lahko pridobil tam, če si pa želel kupiti, ne vem, vodo, kaj pa vem, kvas, karkoli, oziroma kvasa ni bilo, to smo s sabo prinesli, si pa pač odšel v to večje mesto, ki je v bistvu oddaljeno, ne vem, recimo pol ure, 45 minut z avtom oziroma z kombijem, ker smo imeli, v bistvu smo se trudili tako, da bi čim manjkrat odhajala, z otoka, zato smo probali narediti velike nakupe, čim več, kar smo potrebovali in potem splanirali. Kaj pa recimo meso? Tudi ko si opisoval, kaj oni tipično jejo, pa fižol, pa ta kaša iz žita, pa že zelenjava, pa tudi zdaj, ko si rekel, jajca, zelenjava v tisti kolibi, malo pogrešam, kje pa je meso? Ja, zdaj oni meso jejo samo ob nekih večjih praznovanjih, praznikih, ker po eni strani je meso drago, pa tudi ni toliko dostopno, kot bi si človek pričakoval. Je pa tudi res, da nekako, ko greš prvič na tržnico k mesarju, potem zelo hitro se nekako ustvariš mnenje, ali bi to meso jedel ali ne. Tako da mi smo potem nekako se odločili, da v izogib kakršnikoli težav, sicer mogoče ne bi bilo nič, ampak mi nekako nismo jedli tega mesa, pa ga tudi v bistvu realno nismo nič pogrešali. Tako da se nekako navadiš tudi na to, brezmesno. Pa ste imeli, ne vem, kakšne druge vire beljakovin, recimo, ne vem, stročnice ali pa kakšne mlečne izdelke mogoče? Ja, zdaj mi smo tako kot novodobni prebivalci zahodnega sveta smo sabo prinesli tudi proteinske praške, ker nas je bilo toliko strah, da bomo mi imeli pomanjkanje beljakovin. Sicer mislim, da bi tudi brez teh dodatkov kamot zdržali, ker smo imeli na voljo res veliko raznolikih stročnic, s katerimi smo pač tudi dodajali beljakovine v našo prehrano. Kaj je bila pa recimo neka stvar, ki si jo mogoče najbolj pogrešal od doma? Je bilo to, ne vem, kakšna hrana, ko se zdaj o tem pogovarjamo, ali kaj si mogoče prvo naredil, ko si prišel domov res končno, ko si doživel ta povratni kulturni šok, ko si rekel, ne? Jaz mislim, da bi se vsi štirje strinjali, da je bilo to absolutno pitna voda. To je nekaj, kar se mi čist premalo zavedamo, kako pomembno je in kakšen privilegij je, da v bistvu odpreš pipo in imaš na voljo ne samo vodo, ampak tudi pitno vodo, ki lahko postaviš kozarec pa spiješ. Tako da jaz mislim, da je to nekaj, kar smo najbolj pogrešali, pa v bistvu tudi učinkovit tuš. Tako da prva stvar, ko smo prišli domov, je po moje se vsak 20 ali pa 30 minut tuširil pod tekočo toplo vodo. Tako da to bi jaz rekel, da smo najbolj pogrešali. Torej, bi rekel, da si po prihodu domov bolj cenil na nek način naše dobrine ali pa naše življenje, tako si rekel, pitna voda, tuš in tako dalje. Ali si vseeno kaj pogrešal, mogoče pa od Ugande? Mogoče ne, da samo premik je od tega, kaj ti je bilo prej pomembno, pa kaj ti je zdaj pomembno, ker se nič ni narobe s tem, da ti pogrešaš, ne vem, nutelo ali pa nekaj, ampak nekako samo se ti premakne tisti fokus, kaj potrebuješ, kaj si želiš. Tako da ja, medtem ko iz Ugande kaj pogrešamo, pa bi se po moje tudi vsi štirje strinjali, je pa predvsem zelenjava pri njih, se pravi avokado, mango. To je nekaj, kar verjetno si nikoli ne bomo mi mogli približati tej kvaliteti, ki je v bistvu v Ugandi. Zanimivo, ja. Rekel si, da se ti je malo spremenil fokus, ko si prišel domov. Kje si pa danes na svoji poklicni poti? Zdaj, za katero specializacijo si se odločil in ali je mogoče ta izkušnja iz Ugande vplivala na tvojo odločitev, kaj si boš izbral? Ja, absolutno. Zdaj, odprave so v zelo veliki povezavi tudi z infekcijskimi boleznimi, se pravi nalezljivimi boleznimi, tako da verjetno nekako je v fokusu specializacija bodisi iz infektologije, sicer me zanima tudi družinska medicina, tako da zdaj trenutno delam v ambulanti družinske medicine,
nekako pa se potem moram odločiti zdaj v kratkem, kaj bom. Aha, in kam se nagibaš? Zaenkrat še ne vem, bomo videli. No. Aha, okay. Ostane skrivnost zaenkrat. Tako. Kaj pa recimo, a bi to odpravo priporočil naprej mogoče nekomu mlademu, ki je, ne vem, v prvem letniku ali pa še v srednji šoli, pa ne vem, mu je to mogoče želja, kaj bi rekel, kako bi ga ti pripravil kot nekdo, ki je že tam bil, no? Verjetno, mislim, glede na mojo izkušnjo, absolutno ja, ampak je treba mogoče pri sebi se vprašati, zakaj bi to naredil, kaj si želimo te odprave, kakšni so moji nameni, oziroma kaj je sploh motivacija, ali je to samo zato, da grem nekam daleč, ali zato, da želim nekomu nekaj pomagati. Tako da ja, absolutno je pa to ena izkušnja, Sej nekaj malega smo jim tudi mi pomagali, predvsem so pa oni pomagali nam, oziroma veliko več oni dali nam, kot pa verjetno mi njim. No. Tako da ja, to jaz bi priporočil, edino se je treba vprašati, s kakšnimi razlogi. Zdaj, na zelo lepi noti in na lepi misli zaključujemo ta podcast. Najlepša hvala, Jakob, da si prišel, no, da si res vzel čas in nam res mogoče približal Ugando na nek način, ki ga še nismo mi poznali. No. Super, hvala za povabilo. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi podcasta.